Dobar dan! Mi se prvič vidimo danes. Jaz se nisem vam zjutraj pridružila, Andreja sem, doma še ne poznam. In kot vidite, imamo tule danes en tak malo kolesarsko obarvan dan. Radi kolesarte? Super! Kako starši vaši, kaj kolesarijo? Ja! Hladnega, koliko moraš hoditi? A vi poznate mogoče, ste mi slišli kaj za rumeno majico, rdečo majico? Čakaj samo malo, da vam povem. Kaj je rumena majica? Zmagovali vse, česa? Ja, zmagovali zbirke po Franciji. To je najbolj znana kolesarska dirka na svetu, ampak ni edina. Kdo obleče rdečo majico? Sprinter. Ne, kako to? Zmaga dirko po kateri državi? Po Španiji. Kdo pa obleče roza majico? Ok, bravo. Pa imamo mi v Sloveniji mogoče nosilce teh treh majic? Kdo je oblekel zdaj ta zadnjo roza majico? Primož Roglič je roza oblekel. Kdo je oblekel 2 leti nazaj, pa 3 leti nazaj rumeno majico v Franciji? Bravo. Kaj pa v Španiji? Rdečo majico je že tudi 2-krat en Slovenc oblekel. Jaz vem, A ja ne, to je za zmagovalca dirke po Španiji, veš? Primož Roglič je tudi zmagal že 2-krat po Španiji. Tako da mi Slovenci smo v kolesarjenju v bistvu skoraj najboljša država na svetu trenutno. Res smo same odlične kolesarje imamo. Ja, tudi letos smo uspešno začeli s poletno grajsko dogodivščino. Letos imamo podobno kot vsako leto ogromno aktivnosti, nekaj vezanih na projekte, nekaj pa na naše razstave, ki jih pripravljamo vsako leto. Vedno kaj novega spoznajo, nekaj pa že tudi tradicionalno. Med drugim tudi otroci najbolj čakajo to, da lahko prespijo, to nas čaka v petek. Drugače pa ja, danes smo imeli en tak spoznavni dan. Otroci so si tudi sami izdelali take priponke s svojimi imeni v obliki krškopoljskega prašička. Zdaj tukaj za mano spoznavajo eno predstavitev koles, ker je kolesarjenje v zadnjem času tudi zelo pomembno oziroma prepoznavno in tudi otroci imajo to radi, tako da jih čaka eno tako kolesarsko doživetje. Potem bojo spoznali tudi nekaj še v povezavi s Kelti, ker pripravljamo tudi razstavo o Keltih, tako da pestro dogajanje. Jutri nas čaka en tak sprehod oziroma se bomo popeljali do Artič, do Banove domačije. Tam pričenjamo tudi z enim zanimivim projektom, tako da bojo spoznali tudi aktivnosti povezani s projektom. Potem pa je tukaj petek. Petek bomo prespali, nas čaka eno tako večerno, nočno raziskovanje muzeja. V soboto pa zaključujemo, bomo imeli pa en tak lep zaključek v vodovodnem stolpu, tako da jaz upam, da jim bo všeč in potem zaključimo uspešno še eno poletno grajsko dogodivščino. Koliko otrok se je letos odločilo? Letos je približno 30 otrok, starih nekje od 6 do 12 let. Imamo tudi kar nekaj prostovoljcev, letos jih je kar 5, kar je tudi odlično, da se vračajo tisti, ki so včasih hodili na dogodivščino, zdaj nam pa pridejo že pomagati kot malce večji. Kdo začne prvi? Evo, ti začneš prvi, vsi ostali pa vrsto za njem. Ne, poslušajte me, gremo še enkrat ponoviti pravila. Štopali nas bomo po času. Vzameta 2 kolesi, Filip, jaz pravila razlagam. 3, 4, zdaj. Do 12, tudi do 12 gre. Aha.
vidite, se pravi, to malo takšno orodje je, da se pravi, če vam spica poči, če ki skočite, tem orodjem zamenjamo. Če vam veriga slučajno pade dol, se je kjer mož zgodilo, da je že veriga pada dol s kolesa? Je, ne? In kako naredimo? Na boljših kolesih imamo še amortizerje od spredi, ne? Je tako. To je poganjal bulje bil počasen. Ja, če je počlo, je bilo počasno, ne? Ker ni moglo se pravi, se mora popraviti, ponovadi zamenjamo tole, ne? Kaj še moramo dati, ko delamo izpit, kaj moramo dati na kolo? Kdo ve? Ločke, odsevnike, kaj še? Zvonček, bravo. Se pravi, pa odsevniki na kolesih morajo biti. Na kolesih morajo biti, se pravi, na tlele morajo biti odsevniki. Se pravi, prednji, zadnji je vedno kakve barve? Sprednji je bel, tako. Pa moramo imeti zvonček. Evo, zdaj pa, kdo je že probal kdaj, če vam je, kjer mu je že kdaj guma počla? Je? Kdo je probal sam zamenjati? Boš probal, evo, tam imamo eno pomagalo, sem prinesel s seboj. Evo, bomo pokazal, pa lahko prije zraven, boš probal. Pa bomo spustila. Se pravi, tako se spusti. Prvo imamo, to je ventilček. Se pravi, pritisnemo noter, da spustimo zrak. Če vam je pa spustila, je pa tako že brez zraka, ne? Tako. Se pravi, zdaj morate pa takole. Pa s takim morate imeti takšno pomagalo, ne? Tako. Se je predrla. No, evo, tako pol moramo iti pa okrog in okrog, pa damo novo zračnico noter, ne? Se pravi, tako, če se vam to zgodi, potem pa damo, sestavimo nazaj, damo pumpo gor in napumpamo na novo nazaj. Tako. To se velikrat zgodi, ne? Ja, mojem tatu se pa eto to poki. Ja, to so pa napere ali špice, rečemo drugače, tudi to poči. Včasih se zapeljete čez kakšen robnik ali pa če skočite, pa včasih zna tudi to počiti, ne? In to moramo pol zamenjati, ja, tako? Ja, tam boste imeli pa zdaj tekovanje z kolesi. Kjer je hitrejši. Tam na kjer na to stran. Ne, daj tako. Ja, se bova. Zdaj tu moramo leti. Čaki, to greš sem, ajde. Ej, to bo tako. Čaki, ne sam se nastav. Ne, ja, to da bo se sam. Ja sem enkrat šla na Blankalu. Kaj ti delaš? Kaj je ena dole? Da, ti je lepo. To je pravi, brat. Super. Pa in tako nisi naravno. Malo, jaz sem. Zdaj boš ti sestavil, prej sem ti pa jaz pokazal. Sedej! Sedaj tudi ti sestavljaš. Veš kaj, jaz bom sestavil, ti boš pa lepo. Kaj je? Lepi, ne lepi. Leon, ne lepi. Jaz pa konča. Kako se vam piše? Ne znam še. Alkajaš. Tako lešte še ne. Ima pa peške. Ne živa šriba. Ma kar to stare, že stare. Ja. Ti na kje sta plaši? To, ja, to, zdravim Matjaž.
Ja, seveda, vsako leto obiščemo tudi muzej, si ogledamo, če je kaj na novo, kakšna nova razstava. Letos smo po dolgem času obiskali tudi naše kustose, da so jim malce predstavili njihovo delo, kar jim je bilo tudi zanimivo. Drugače pa ja, otroci so pri nas od 9 do 1, v tem času dobijo tudi malico in pa mi poskrbimo za to, da jim ni dolg čas, kar je pa najbolj pomembno. Preselimo na letališko cesto, ko je počasi to zaprto. Kasneje, leta 2016, to bo reč ni dolgo nazaj, ne? To se še spomnite? Ki se ne? Ki se ne? No, je pa... Ne veš še številk. Sem nekih pa znam. 2016 je pa tovarna Gorenje kupila to blagovno znamko Rog in so začeli delati nove ponije. To so pa taki, ko so te tukaj. Mama, ne tako. To je bolj udobno, tudi blatnike imaš. Ko pada dež, se lahko voziš z njem, pa nisi nič zamazal. Tako, tako. Tole je pa v bistvu, gledajte, tudi zid, ima višje gor, ne, sedeš, balanca je pa nižje dol. In ko se voziš, si to čisto bolj sključen in si bolj v taki aerodinamični obliki, da lahko hitreje greš, ne. In temu kolesu, kako se reče? Specialka ali pa kak še lepše slovensko? Športno kolo. Dirkalno kolo, cestno kolo. Ja, cestno kolo je to tako zavito, ne? Tale malo šta pa ne. Ja, pa še neki, poglejte, kakšne gume ima Kero. Tam je tam. Ta pa po. Ja, pa veste, zakaj ima tak tanke gume? Ja, da gre hitreje. Da hitreje gre, ja? Pa tle pa tudi to dolgo. Vino za sabo. To so take velike dirke, te dirke po Franciji, po Italiji, ne, so dale čez. Pa, Janke kuk dugega, ker je tako. Tako, zdaj bi pa jaz vas prosila.